Hvala. Mogoče na vprašanju kolega Kanglerja. Z županom Maribora smo res zelo korektno, zelo dobro sodelovali. Jaz rad sodelujem z ljudmi, ki iskreno, neposredno povedo, navikarijo in tudi pri zavzemanju za interese Maribora je bil vedno neposreden, ampak vedno tudi zelo korektni sogovornik vsem ministrom, to sem prepričan. Čeprav je bila marsikdaj figa v želju do tistih zadev, ki so se dogajale onkraj Trojana. Jaz ne bom pozabil na vladi zelo konkreten, ko smo razpravljali o tem, da se je Fužinski grad, mislim, da je kupila država od mestne občine Ljubljana. Mislim, da je šlo za Fužinski grad, ki je precej strošek, je bil, mislim, da ne 5 milijonov evrov, ne vem koliko je šlo. Pričemer vsi vemo, da je to strošek. Kupiš nekaj in je zate to strošek in vse pač z nekim argumentom, da bo tam arhitekturni muzej, ne vem, ampak več kot očitno je bilo, da se v tem primeru tudi rešuje lokalne finance, ene občine, če imamo v tej državi še predvsej drugih občin. Ko sem vprašal, kje je logika, da za tako relativno velik denar kupiš nekaj, kar bo precejšen strošek, je bilo nekako sugerirano, da pač vtikam nos tja, kjer ni moje področje in da je to že nekako dogovorjeno in vedo, zakaj je to potrebno z vsebinskega in tudi drugače, da je pač tudi država Ljubljani to in to dolžna storiti, da je dolžna pomagati. Tako, čeprav treba odpreti v tej državi tudi regionalno enkrat temo, govorimo o zakonu o glavnem mestu in jaz pravim, Ljubljana naj ima tisto, kar ima, ampak pogledajte, koliko izkušb v Ljubljani, državnih uradnikov in vsega in kakšna je kupna moč in blagostanje, če hoče tudi standard v tem območju. To je vendarle treba upoštevati in v prejšnji vladi je bil mogoče tudi ta problem, da je bilo enostavno preveč ministrov iz Ljubljane. Mislim, da je to dobro že to, da se regionalno stvari malo premešajo in da pridejo v vlado tudi ljudje od drugod. Spomnil sem se dogajanja na Elektro Maribor, sem že pozabil, veliko je že v takrat, recimo. To je tudi tipičen primer, kjer sem bil upozorjen na možen konflikt interesov, na nenavadno dogajanje v podjetju. Minister pač nima druge pristojnosti, kot da zahteva preko vlade, preko skupščine zamenjavo nadzornikov, ker ima država večino. Seveda je bilo to problematizirano, tako je po mojem vhodu je bila to prva stvar, ki so jo zaustavili. Danes, mislim, je bila kasneje tam celo kriminalistična preiskava, upam, da bo kakšen epilog. Tega je bilo veliko, jaz sem svoje razloge takrat za umik tudi napisal v nekem pismu, ki sem ga naslovil na predsednika vlade. Tipično je to zakon o integriteti, ki vsebuje jasen člen. Ta zakon je sprejela prejšnja vlada in državni zbor, ki mi je nalagal dolžnost, da to storim in obvestim svojega predstojnika o možnem konfliktu interesov, ki sem ga zaznal. Reakcija ni bila v smislu, češ skladno z zakonom si naredil nekaj, kar je dobro, govorimo širše, ne govorim tukaj o predsedniku vlade, ki je po moje relativno korektno odreagiral, ampak ni imel neke politične načine. Ampak, kar je paradoksalno. Ampak sicer nasplošno, češ, kaj si grema, ne? Zakaj to sploh se problematizira, vsebini ni bilo veliko govora tudi o tem, da zakon to nalaga, ne. Ker pač očitno ni šlo za pravo osebo, oziroma so mi kasneje povedali, ko je šlo za to, kdo bo vlado zapustil, oziroma bilo je očitno, da sodelovanje dveh ministrov ni več mogoče, glede na različne poglede na konflikt interesov, ki je tam nastajal, in spor, ki je obstajal, da pač obstaja neka koalicijska, da po neki koalicijski logiki pač se ne da tega ministra odsloviti, ker bi to ogrozilo obstoj vlade. To je pač
možno. In jaz sem to politično sprejel, sem rekel, to je z tega vidika logično, koliko je pa to dobro ali slabo, je pa druga stvar. Kaj ti? Nobena vlada ne more izvajati reform, nobena vlada ne more od ljudi zahtevati, da zategnejo pas, če znotraj svojih vrst ne sankcionira tista dejanja, ki jih ljudje smatrajo za problematična, če tolerira nekorektne, nedopustne prakse pri ministrih v vrhu. In teh dvojnih meril je pri nas precej. Se ne nazadnje, včeraj smo dobili še enega. Mi imamo primer, kjer se seveda upravičeno problematizira, da se razumemo to, ali je nek poslanec naredil diplomo. Absolutno, jaz menim, da je treba to razčistiti in da seveda, če se je to zgodilo, je prav, da tudi vrne mandat, ampak imeli smo enak primer tudi v Ljubljani. Ko se je pa odločalo o tem, ali direktor na zelo pomembnem položaju postane nekdo, za katerega je bilo že pred imenovanjem popolnoma jasno Senat ekonomske fakultete odločil, da je njegovo magistersko delo plagijat. Pa je nekdo, ki je bil še nedavno najresnejši kandidat za predsednika vlade, rekel, to ni pogoj za delovno mesto, ki ga upravlja. Predstavljajte si sedaj, da bi ta isti kriterij uporabili pri poslanci, to bi pomenilo, da poslanci lahko ponarejajo, ne vem, vsa potrdila v izobrazbi, ker izobrazba ni pogoj za upravljanje tega delovnega mesta in to bi bilo skrajno problematično. Ampak opozarjam na relativizem, neke vrste moralni relativizem. To, kar do česar se na eni točki opredelimo kritično upravičeno, se v neki drugi situaciji povsem zrelativizira. To, da predsednik države pravi, ko ga vprašajo za komentar glede tega, da je član parlamenta bil sodelavec službe državne varnosti, da problematizira to, da češ, da ima občutek, da se vedno ene in iste stvari javnejo iz arhivov za politične namene, je tipični primer napačne reakcije izvoljenca ljudstva. Jaz bi pričakoval od predsednika države, da se najprej vpraša, ali je lahko nekdo, ki je bil sodelavec službe državne varnosti in so določeni krogi in ljudje v tem imeli informacijo, ali je lahko neodvisno in samostojno odločal pri svojem delu v parlamentu, ali pa je obstajala nevarnost, da bi ga lahko kdo, ki je imel to informacijo, tudi izsiljeval. S tem, da je na ta način poskušal vplivati na njegov politični angažman. In to velja tudi za vse ostale pomembne funkcije. Če je še kdo v vrhu državne uprave, vlade, parlamenta, bil sodelavec službe državne varnosti, potem menim, da je v javnem interesu, da se to ve, kajti, če se ne ve in samo določeni krogi posedujejo to informacijo, lahko seveda vplivajo, na njih ga seveda izsiljujejo. In to je tisto, kar pa vpliva na način njegovega javnega delovanja. Jaz bi pričakoval od predsednika države, da se do tega opredeli. Ne pa da problematizira to, da je nek novinar v arhivu Republike Slovenije to informacijo našel in je zdaj to politična tema. Ja, kje pa ne bi bila to politična tema, razen v Rusiji mogoče, kjer se lahko tudi predsednik države, pa je celo to pogosto potreben ali pogoj, da ti uspe. Ampak verjetno mi ne želimo slediti standardom teh držav. Tako da osebno se mi zdi to vprašanje tudi dvojnih meril zelo pomembno. Ker sam mislim, da ni toliko z občutkom sreče ali zadovoljstva ljudi pogojeno, kakšen je recimo standard v nekem trenutku. Kajti empirične raziskave kažejo recimo, da so ljudje v različnih obdobjih, tudi za ZDA, ko bil standard denimo nižji, v 60-ih, 70-ih letih bili pogosto srečnejši, kot pa recimo danes, ko je nedvomno višji. Jaz menim, da je z občutkom nezadovoljstva ljudi tudi pri nas predvsem, da je razlog za nezadovoljstvo in občutek neke osebne frustracije mnogih, ki je upravičen v tem, da veljajo različna merila, različni kriteriji, da mi nismo pravična družba, kajti dejanja, ki se na eni
strani ne sankcionirajo, ko so hude oblike gospodarskega kriminala, se po drugi strani, ko gre za manjše oblike, kot je, ne vem, če nekdo napačno parkira, če prevozi za 10 km neko hitrost, najvišjo maksimalno, se pa radikalno sankcionirajo. Naj povem, da ne bom predolg, zato pravim, da je ključno te vlade, da vzpostavi, da začnejo institucije delovati, da bomo lahko govorili o enabling society, pravim, stujko. Torej, ni država, jaz pravim, ni pravica, ne more biti ideal pravične družbe to, da smo vsi enaki, da imajo vsi enako vsega. Ampak zame je pravična družba tista, ki omogoča vsem, da imajo neke enake pogoje, da uspejo. To ali uspejo ali ne, je pa seveda odvisno od njih samih. In če bom zaključil še mogoče s tem, z Gary Becker je, verjetno veste, znan Nobelovo nagrajen za ekonomijo, on je imel svojo pisarno, kabinet, tako v centru in je pač vedno, včasih je parkiral, je plačal parkirnino, včasih je ni in on je dobil na podlagi tega Nobelovo nagrado, ker je razmišljal o tem, kdaj se splača plačati in kdaj ne. Ugotovil je v svoji raziskavi, da so 4 ključni kriteriji, kdaj se splača goljufati ali pa upravljati kriminalna dejanja. Prvi je seveda ta, da je višina koristi, ki jo pridobiš z nekim kriminalnim dejanjem v primerjavi z normalnim, običajnim delovanjem. Drugi je bil seveda višina kazni, ki je zagrožena. Tretja je bil verjetnost, da te pri tem tudi ujamejo in četrta je, da če te ujamejo, da te tudi potem pravnomočno sankcionirajo. Kajti, če tega ni, potem pomeni, da se kriminalna dejanja splačajo. Ko govorimo o tem, zakaj v Sloveniji toliko gospodarskega kriminala, je treba samo uporabiti model Nobelovca Beckerja in je popolnoma jasno. Koristi pridobljene z gospodarskega kriminala so bile velike, enormne, verjetnost sankcioniranja do pravnomočne obsodbe pa minimalna. In jaz vedno dam primer, predstavljate si, da bi v prometu imeli sicer dober prometni zakon, visoke kazni. Višina kazni sama ni toliko pomembna, kot pa učinkovito sankcioniranja. Če bi bile visoke kazni in bi vedeli, da tudi če te dobijo, da preden tist nalog okrog pride za stara, se ne bi nihče sekiral in bi imeli anarhijo na cestah. In takšno anarhijo imamo mi v gospodarstvu, v družbi nasploh. In tudi, ko govorimo o pravičnosti, če govorimo o socialnih transferih, zakaj je racionalno izkoriščati socialne transferje? Ker racionalen nek homo economicus individualen posameznik ugotovi, da je verjetnost, da te pri tem dobijo majhna, korist tega je velika, če te že dobijo, je pa tudi sankcija relativno majhna, ali pa da bi pa sploh, če se pretožiš, da bi bilo pa z neko pravnomočno odločbo, si potem karkoli vzeti, da sploh minimalno. In v ta sistem, zato pravim, je dolžnost, da se poseže v delovanje teh institucij, tudi pravosodnih. In ne more nekdo reči, ne vem, sodna veja oblasti je popolnoma neodvisna, vlada ne sme v to posegati niti z nobenimi pravili, ne vem, s prenos tožilstva se ne sme zgoditi. Ja, čez 4 leta bojo vlado vprašali, zakaj nekaj ne deluje. Odgovorno za nekaj ne deluje, a ne nazadnje, kakorkoli potem na izvršni veji oblasti. Ta mora s svojimi sistemskimi ukrepi, ki jih ima na voljo, v to poseči. Ima do tega pravico, ljudje so tudi podelili mandat, da se nekaj spremeni, kot sem že prej rekel, ne, da se ohrani status quo. Tako da jaz bi si želel, da seveda, da ko se pri nas govori o pravični družbi, da pri tem se ne razmišlja samo o rentah, ampak o neki pravičnejši sistemski ureditvi, oziroma da bi počasi razumeli, da pravica do nekega transfera ali pa pravica, da prejemaš neko subvencijo na račun nekoga drugega, ne more biti neka absolutna pravica, ki ti jo nihče ne more odvzeti. Ker kot je že rekel Milton Friedman večkrat, nobeno kosilo v ekonomiji ni zastonj, vedno ga nekdo plača. In tudi to vrstne
neučinkovitosti, dvojne morale, vse to, kar se dogaja, pravosodne neučinkovitosti. Jaz menim, da so bile v preteklosti izpostavljene tudi zato, da so nekateri lahko pridobivali koristi na ta račun. Samo poglejte, pa bom s tem res zaključil, zakaj imamo v Sloveniji težavo, da tako malo teh malih srednjih podjetij se preoblikuje v velika, uspešna podjetja, ki bi bila konkurenčna na mednarodnem trgu. Zato, ker doma nismo vzpostavili pravičnega institucionalnega okolja, ki bi temeljil na sposobnosti, inovativnosti, skratka ustvarjalnosti, ampak na tem, da si je uspel posameznik pridobiti neko monopolno rento, neko korist, koncesijo po možnosti podeljeno od države, nekega ministrstva, ki jo je potem užival in je na tej osnovi kumuliral premoženje, se obogotel, ampak seveda, ko pride na mednarodno areno, pa ni sposoben, ker so pravile igre drugačna. Zato je naloga države, da vzpostavi tudi v Sloveniji normalna, konkurenčno, poslovno okolje, kjer se bo nagrajevalo ustvarjalnost, kjer se bo nagrajevalo neko delavnost, ne pa, da ne bomo pričali temu, da nekdo gradi svoj uspeh in poslovne priložnosti, predvsem na nekih političnih privilegijih, rentah, ki jih je dobil v preteklosti za določene zasluge. Hvala.